Da lahko demokracija dolgoročno preživi, so potrebni določeni institucionalni pogoji za to. In eden najpomembnejših teh pogojev je pravna država utemeljena na delujočem pravosodju. Oziroma, če stvar obrnem, kolikor pravna država ne deluje, ukolikor pravosodje deluje pristransko, krivično, zideologizirano in politično instrumentalizirano, je tudi demokracija močno okrnjena. Kaj nam reč pomagajo volitve in večstrankarski sistem, če lahko določena politična grupacija ali pa celo neki zakulisni centri moči preko nadzora nad pravosodjem ovirajo, ustrahujejo ali celo izločajo politične tekmece preko razsodb, ki v bistvu pomenijo sodne konstrukte in jih preko tega nekako ovirajo oziroma onemogočajo njihovo delo. Za situacijo na Slovenskem, za stanje slovenske tranzicije lahko rečemo, da predstavlja pravosodje eno najšibkejših, če ne kar najšibkejšo točko le-te. Že dolgo let se mu očita neučinkovitost, kar pomeni, da glede na sredstva, ki so vanj vložena, daje bistveno preslabe državljane, da v bistvu bistveno preslabe rezultate. Se pravi, da državljanom nekako omogoča izrazito podoptimalne storitve. Slovenija namreč po številu sodnikov in tudi po sredstvih, ki so namenjena za delovanje pravosodje med prvimi v Evropi. Hkrati pa so sodni zaostanki bistveno večji kot v primerljivih ali pa državah, s katerimi bi se radi primerjali, kot sta recimo Avstrija in Nemčija. Prav tako tožilci spišajo bistveno manj obtožnih predlogov kot recimo v omenjenih državah, vendar pa še bistveno bolj kot neučinkovitost je problematična politična instrumentaliziranost tukaj. Razsodba v zadevi Patria, ki ni utemeljena na indicijah, kot se govori na nekaj indičnem krogu, ampak v bistvu na insinuacijah. Ta razsodba je res da najbolj eklatanten, nikakor pa ne edini primer tovrstne instrumentaliziranosti. Ta politična instrumentaliziranost in pa ideologiziranost, to dvoje je tukaj tesno povezano, se kaže v očitni nesorazmernosti, kar zadeve preganjanja recimo političnih osebnosti. Tukaj so tiste osebnosti, ki sodijo v krog takvane povladne opcije bistveno bolj pod udarom kot ljudje iz kroga takvane tranzicijske levice. Ta politična instrumentaliziranost se kaže v preganjanju neodvisnih in kritičnih novinarjev, to je primer recimo Janija Božiča, primer Bojana Požarja, zgolj preganjanje, ki se ju preganja zgolj zaradi tega, ker sta objavila določene informacije, določene recimo fotografije, ki so v neki neugodni luči pokazali določene politike oziroma določene javne osebnosti. Ta politična instrumentaliziranost se kaže v preganjanju kritično usmerjenih predstavnikov civilne družbe, kot je recimo kolega Vasko Simoniti, pa še nekaj drugih kolegov iz Zbora za Republiko, ki se jih preganja zgolj zaradi kritičnih besed namenjenih takvani komisiji za preprečevanje korupcije, kjer pa dejansko ni šlo za nič drugega kot zgolj legitimno kritiko nekih institucij in takšne poteze, takšno obnašanje pravosodja, se pravi preganjanje ljudi zgolj zaradi kritičnih besed izrečenih v javnosti, ne pomenijo nič drugega kot verbalni delikt, kakršnega smo poznali v bivšem režimu. Se pravi, gre za manire značilne za nedemokratične režime, kakršni so bili takvani realsocialistični režimi. Takšne manire danes najdemo v recimo nekem nam bližnjem prostoru, edino še v kakšni Belorusiji, nikakor pa jih jasno niti ne obstaja, o njih niti sledi v
državah z neko razvito, z neko etablirano demokracijo. In seveda ta politična instrumentaliziranost se kaže v slavljenju totalitarnih simbolov s strani določenih izpostavljenih nosilcev pravosodne veje oblasti, kot je primer prej podal kolega Vasko. Predstavniki pravosodja se pogosto pritožujejo nad političnim umešavanjem v njihovo delovanje so strani politike, so strani izvršne veje, so strani zakonodajne veje. Vendar pa je glavni problem na Slovenskem v sodstvu samem. Glavni problem je v njegovi prevladujoči formi mentis. Oziroma, kot je dejal ustavni sodnik Jan Zobec, človek, ki predstavlja enega redkih kritičnih glasov v slovenskem sodstvu. Dejal je namreč, da v sodstvu še vedno prevladujejo zakrknjeni starorežimski miselni vzorci ter korporativistična in kolektivistična miselnost. Se pravi, miselnost, ki nikakor ni v skladu z duhom odprte in demokratične družbe. Ta mentaliteta se konec koncev kaže že na samem vrhu pravosodja, ki ga zasedajo ljudje, ki so bili v bivšem režimu tisto najbolj trdo jedro represivnega aparata in ki so tudi sami s svojimi potezami eklatantno kršili temeljne človekove pravice in svoboščine, sedaj pa naj bi oni tukaj nastopali v vlogi nekakšnih varuhov zakonitosti. Jasno je, da takšni ljudje te vloge nikakor ne morejo opravljati. Poleg tega so pa seveda sodniki tukaj izjemno močno zaščiteni. Podobno velja za tožilce. Tukaj primerjalni podatki kažejo, da je na Slovenskem bistveno manj disciplinskih postopkov zoper sodnike in tožilce, kot recimo v primerljivih zahodnih državah. Čeprav je seveda razlogov za te postopke verjetno prej bistveno več, kot pa manj kot v teh državah. Glede na omenjena dejstva, ni čisto nič čudnega, če je na Slovenskem zaupanje v pravosodje izjemno nizko. Ena od raziskava Eurobarometra je pokazala, da je Slovenija, kar se tiče zaupanja v sodstvo, na zadnjem mestu v Evropski uniji, se pravi, da je med vsemi državami Unije stopnja nezaupanja v delovanje pravosodja najvišja. In seveda, posledica takšnega funkcioniranja, ali pa bolje rečeno nefunkcioniranja, ali pa izkrivljenega funkcioniranja pravosodja, je v odsotnosti pravne varnosti, ker pač državljan nikakor ne more vedeti oziroma ne more biti gotov, da bo za neko krivico, ki se mu je storila, dosegel neko pravno satisfakcijo. In jasno, takšno okolje, takšno pravno okolje dejansko vodi ne samo v številne krivice, ampak tudi v razvojno zaostajanje družbe kot celote. Hvala.